križ in strma pot, vendar bom poskusil vztrajati, kot si to delal ti, ker druge ni poti. Vem, da sam kriti sem brez moči, a naslonjen na te zmogel bi. Najponižen bom prav tak kot ti, za blagor vseh ljudi. Vsemogočni Bog, daj nam, da se bomo v svetem postnem času bolj in bolj poglabljali v Kristusovo skrivnost odrešenja in da se bomo resnično spreobrnili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojim Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Bog sklene z Noetom zavezo po potopu. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Bog je rekel Noetu in njegovim sinovom: glejte, zavezo sklepam z vami in vašim potomstvom, ki pride za vami, pa tudi z vsemi živimi biti, ki so pri vas, s pticami, z živino in z vsemi zvermi zemlje, ki so pri vas, z vsemi, ki so prišle z ladje. Tako sklepam zavezo z vami in ne bom več iztrebil vsega živega z vodami potopa. Ne bo več potopa, ki bi opustošil zemljo. Bog je rekel: to je znamenje zaveze, ki jo sklepam med seboj in vami in med vsemi živimi biti, ki so pri vas, za vse prihodnje rodove. Svojo mavrico postavim v oblake in bo v znamenje zaveze med menoj in zemljo. In kadar bom zbral oblake nad zemljo in se bo v oblakih prikazala mavrica, tedaj se bom spomnil svoje zaveze, ki je med menoj in vami in vsemi živimi bitji in vsem živim. Vode ne bodo nikoli več narasle v potop, da bi iztrebile vse živo. To je Božja beseda. Odpev: Gospodove steze so dobrota in zvestoba. Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati, svojih steza me nauči. Vodi me v svoji resnici in me uči, saj si ti Bog moje rešitve. Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja, svojih dobrot, ki so od vekomaj. Spomni se me, Gospod, po svoji zvestobi, zaradi svoje dobrote. Gospod je iskren in dober, zato poučuje grešnike o pravi poti. Ponižne vodi v pravici, ponižne oči svojih potov. Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi. Kristus je trpel zaradi grehov in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu. Res je bil umorjen po telesu, a je bil po duhu oživljen. V tem duhu je šel in oznanjal tudi duhovom, ki so bili v ječi, tistim, ki v dneh, ko je Noe gradil ladjo, niso bili pokorni, ko jih je Bog nad vse potrpežljivo čakal.
A v ladji se jih je po vodi rešilo le malo, natančno 8 duš. Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj odrešuje vas. Ne odstranjuje madežev z telesa, ampak zaradi vstajenja Jezusa Kristusa prosi Boga za čisto vest. Ta je šel v nebesa in je na Božji desnici in so mu podrejeni angeli in oblasti in moči. Poslušali smo Božjo besedo. Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Tisti čas je duh odvedel Jezusa v puščavo. V puščavi je bil 40 dni in Satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli. Ko pa so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril, čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Kristusov evangelij. Prej sem pozabil omeniti, pater Albert je v spovednici, tukaj zraven sakristije. Kot smo, če ste zasledili preko spleta na naši spletni strani, bomo ta postni čas namenili 5 temam, priložnosti, ki so pač začetne črke posta, priložnost, odpoved, skupnost, transformacija in zadnja služenje. Torej pri vseh svetih mašah bomo govorili o teh temah, pri svetih mašah bodo nagovori v tej smeri. Danes za prvo nedeljo postno imamo o priložnosti, malo teme priložnost. V sredo smo začeli postni čas na pepelnico, ki bo trajal do Velikega petka, 40 dni. Je priložnost v tem času, ki imamo 40 dni in kar veliko časa, priložnost, kaj narediti s tem časom. Človek, če ima včasih veliko časa, lahko porabi za različne stvari, lahko uporabi za kaj dobrega ali pa kaj manj dobrega. Tako da tudi tukaj morda smo lahko v tem obdobju, verjetno ste si ali pa smo si že dali, tako bom govoril množini rajše pri osebi, da smo se sigurno že kakšno postno akcijo dali, če še pa ne, pa še tudi priložnost, da si še kaj razmislimo, premislimo, kaj bi lahko kot družina skupaj morda imeli ali pa kot posameznik, čem bi se lahko vadili, da bi se bolj približali Gospodu. Ko smo brali danes v Evangeliju, Jezus je bil tudi 40 dni v puščavi. V puščavi se je seveda tudi pripravljal na javno delovanje in tam je bil z Gospodom, s svojim očetom, tudi postil se je, ampak samo zaradi tega, da se čim bolje pripravi na javno delovanje, kot smo na koncu slišali, šel v Galilejo in oznanjal Božji evangelij. Tako tudi mi teh 40 dni imamo na razpolago, da se vadimo v tem in pripravljamo na veliko noč, da se poskušamo čim bolj približati Gospodu v tem obdobju, pa da tudi uredimo svoje življenje. Ignacij Lojolski v knjižici Duhovni vaj lepo začne te duhovne vaje, ko jih delamo, pač jezuiti so tudi laiki, da pravi, da so te duhovne vaje namenjene temu, da uredimo svoje življenje, da postavimo bolj sveti, bolj bližje Bogu. Kristjani imamo 3 vidike,
ki jih vsi dobro poznamo, v katerih se lahko vadimo, da smo lahko bližje Bogu, pa da postajamo bolj sveti. To so odpoved, molitev pa dobra dela. Molitev je tista prva pogovor z Bogom, najpomembnejša stvar, ki lahko rečemo, če Boga damo na prvo mesto, vse drugo na pravem mesto. Lahko smo morda bolj pozorni ali pa bolj zvesto molimo, da morda si damo, ne rabimo zdaj, bom rekel, da ne vem, koliko bi molili več kot prej, ampak da se vzamemo morda res načrtno in tisti čas, morda 10 minut, 15 minut, da smo pa res z Gospodom, lahko enostavno prebiramo svetopismo, preko njega govori Bog in smo lahko samo v tišini, Bog govori preko tišine, lahko samo poslušamo, ne rabimo vedno premišljati, ampak da smo enostavno z njim, da ga poslušamo, kaj nam ima zapovedati. In tudi dobivamo tolažbe, upanja, poguma za moč v naših življenjih, ko se z njim, z Gospodom srečamo. Potem druga stvar so odpovedi. Namen odpovedi je spet to, da uredimo svoje življenje, da se osvobodimo tistih slabih navad, slabih navezanosti. 40 dni, kar nekaj časa, če se človek vadi v eni stvari, res lahko premaga, ampak spet ne zato, da bi samo zaradi tega, da premaga eno skušnjavo, ampak da je spet osvobojen in bolj na razpolago Bogu, da se osvobodi tistega. Torej več časa imam na razpolago lahko za bližnjega, za Gospoda, tudi za molitev. Dobra dela, molitev in odpoved se tičejo nas samih, torej naše osebnosti, mi rastemo, dobra dela so pa potem za bližnjega, da drugemu kaj dobrega naredimo. In tu je tudi lahko veliko priložnosti v teh 40 dnevih, lahko si na primer vzamemo več časa za drugega. Lahko tudi tem tednom sem slišal eno lepo stvar, da si je nekdo izbral 40 oseb na začetku posta in vsaki dan je tej eni osebi pisal, ampak samo enkrat eni osebi. Torej, eno kratko sporočilo zahvale ali pa eno spodbudno besedo ali pa tudi kakšen klic je lahko, recimo se lahko tudi pokliče kakšno osebo. Mislim, da tudi lahko nekaj dobrega za drugega, da se nekdo zanima za tebe, da te nekdo da eno spodbudo, eno zahvalo, osebe, ki so nam veliko v življenju pomenile. Torej, imamo 3 stvari, odpoved, molitev, pa postna dela. Pa če moče tu pri odpovedi, mi je šlo spomina, da ni nujno, da se odpovemo samo hrani, morda tudi lahko našemu obnašanju, če smo nagnjeni k obsojanju, da morda se res trudim ali pa se zavedam, ko bi koga obrekoval ali pa obsojal, da se ugriznem jezik, ampak pa sem rajši tiho recimo, ali pa kako lepo pohvalo rečem, kako lepo stvar, kot pa da kritiziram, torej odpoved godrnjanju ali pa kritiziranju, ali pa v končni fazi tudi jezi, lahko se tudi v tem vadimo. Pa se morda lahko malo bolj do drugega dobrohoten, gostoljuben. Torej nam bo morda tem tednu, teh dnevih ena taka priložnost, da si morda kako stvar zadanemo, kar bi nam lahko koristilo nam pa drugim. Tudi postne duhovne vaje imamo tukaj na župniji, torej postne duhovne vaje v postnem času. Pater Rok Bečan jih ima, sicer je preko spleta, pa mislim, da so tudi da kakšen material dobiti, je pa na temo svetega Petra. Torej, hodimo po poti za svetim. Zamanie
si zdaj